Vstopite v trgovino in kako izbrati prave kolesarske hlače. Gremo čez. Kako najti te prave hlače, bolj kvalitetne hlače, kakor pa če sam stopite v eno trgovino in zberete ta najbližje hlače, ki so vam na voljo. Kako vedeti, kateri vložek je ta prav, kako se razlikujejo moške hlače, ženske hlače. Tole je vložek moških hlač, se pravi je preklam po sredini, pa vložek je malenkost daljši, pa mogoče ni toliko širok, vsaj na prvi pogled ne. Zdaj pa gremo še čez ženske. Prav, kakor vidite, ženske hlače niso preklane po sredini, je malenkost širši vložek, pa spredi je tudi malenkost debelejši, kakor pa pri moških. Pri moških boljše hlače predvsem imajo spredi kot nek mošnjiček lahko tudi. To je mogoče največja razlika v samem vložku. Anatomija je le malo drugače narejena med moškim in ženskim telesom, tako da bi priporočil kar ženske hlače za ženske in logično moške hlače za moške. Koliko je šivov na hlačah, se pravi, s kolikih plasti so narejene. In trenutno, če boste pogledali ta najvišji razred hlač, so vse zelo malo šivov. Se pravi, čim manj plasti, da je čim manj trenja, potem tudi med tem, ko kolesarite. Manj šivov, bomo rekli, je enako boljše hlače. Saj v praksi, takole zdajle, ko se pogleda malo hlače, boste videli, da to drži. Naslednja stvar, kako opaziti, je gostota materiala in koliko je čvrst material, se pravi pri samih hlačah. Lahko, če že samo takole greste čez, se že čuti, koliko so ene hlače debele ali pa tanke. To predvsem poleti, tudi teža hlač, in po kaj jih še malo raztegnete, boste čutili, da ene hlače, se pravi sploh cenejše hlače, imajo material, ki se kar razteguje. To ni najboljše, morajo logično se do neke mere raztegniti, pol morajo biti pa toliko čvrste, da vas še vedno mišice skupaj držijo, no. In to, če boste probali takole ene par samo raztegniti, boste videli, da na začetku so zelo raztegljive, pa do neke mere ne gre več. In to velja in pri ženskih in pri moških hlačah. Potem pa mogoče ta zadnja stvar, ki je, kakšen je oprijem na koži, kako videti sploh, se pravi, ko hlače probate, kako vedeti, a so v redu ali niso v redu. Zdaj, ena stvar, ki jo je treba nujno poudariti, noben kolesarski tekstil se ne probava, ko ste čisto v pokončni drži, ampak vse morate probavati, ko ste v tem kolesarskem položaju. Vsaj te tekmovalne oziroma malo višji razred in hlač in majic je narejen tako, da ko boste šli v ta kolesarski položaj, da se kar naenkrat vse zlije in je vse v redu. Ko ste pa pokonci gor, vas pa lahko na ramence vežejo, nič ne bo v redu, ne boste se dobro počutili. Tako da tukaj je, vsem svetujem, ko navlečete gor, res poglejte, da bojo v redu stale, ne nekaj na hitro probavati. Potem pa pejte v kolesarski položaj, če ste v kolesarski trgovini, tudi ziher kakšen kolo tam, tako da se usedite na kolo, pa boste hitro videli, a je občutek v redu ali ne. Ko smo v trgovini, po večini iščemo nekaj, da ni v redu. Ali se čuti na ramence, a se vam zdi, da vas preveč stisnejo. To bodite malo pozorni. Mogoče lahko prinesete tudi vaše ta stare hlače sabo, probate ta stare, ta nove, pa boste mogoče videli, kje je razlika. Ampak po večini ta občutek na telesu, predvsem tule, kjer je vložek, pri boljših hlačah praktično ne bo prostora, ne bo zraka med kožo pa med hlačami. Se pravi, med nožju zelo dobro oprimejo. To pomeni, da ko boste vi na kolesu, ko boste šli na noge, pa ko se boste spet nazaj usedeli, se ne bo treba vložka iskati. Se pravi, se usedete praktično na isti mest in greste dalje. Medtem ko bolj osnovne hlače se hitro naredi kakšen prostor med telesom pa med vložkom in pol se malo iščete, ko greste nazaj na sedež. Sej, to ni zdaj neka zelo velika težava, ampak če se zapravi za hlače, bom rekel, dobrih 100 evrov pa gor, pol želite, da so te hlače, čim boljše, da je čim manj težav z njimi oziroma da imate vi čim boljši občutek. Pri šivih in iz kolikih materialov so šivane, trenutno hlače, ki so tam, bomo rekli, da do 100-150 evrov, imajo še vse
tukaj le spodaj, se pravi to elastiko. Zdaj, kar se tiče določene boljše hlače, so pa narejene že skoraj da ne tako, kot so kolesarske majice, se pravi, ko imajo te lasersko odrezane rokave, imajo v bistvu tudi odrezane hlačence brez te elastike. Tako da, to je mogoče ena taka razlika. Ta elastika se mi zdi, da je bolj estetskega pomena, zdaj, da bi prav koga motila, mogoče niti ne. Ta široka, bolj ozke elastike spodaj, tiste izpred, 20 let, pa jih še zdaj mogoče kakšne znamke uporabljajo. Tista je malo taka za časom, ampak tole, ki pa tukaj, pa se mi zdi, da ni razlike, je pa samo to, da zdaj, ko gremo v korak s časom, manj je več, se pravi, če naredimo povzetek, manj šivov, oprijem na telesu mora biti zelo dober, se pravi, sploh v mednožju ne sme biti nekega prostora, ženski, moški vložek. Zdaj, kar se tiče sama gostota vložka, kako najboljš občutiti, pač s prsti stisnete skupaj, probite par različnih hlač ali pa, ko pridete v trgovino, jih vprašajte, če vam dajo lahko ene čist osnovne hlače, ene malo boljše, oziroma med temi, ki izberete, pa pač naredite takole. Zdaj, a se bo tako res dal čutiti, tudi ne vem, kere hlače se po 10 pranjih ne bojo palačinke ratale. Najbrž ne, ampak mogoče pa zaupate svojemu občutku, pa boste videli razliko med enim, ki je malo boljši vložek, in slabšim vložkom. S tem, da tukaj je tudi tako, da trenutno hodijo hlače ven, ki imajo tudi zelo debel vložek, tudi Asos jih izdeluje, in tiste hlače so primerne mogoče za določen tip kolesarja, ne bi jih pa svetoval vsem. Jaz tukaj sem že slišal kar par strank, da je mogoče tiste z debelejšim vložkom hlače niti niso toliko všeč, med tem, ko se pogovarjam pa s trgovci, pa pravijo, da so vsi skoraj da nezadovoljni z unimi hlačami. Tako da ja, tukaj mogoče za razmisliti, če delate veliko kilometrov, bolj endurance vožnje, mogoče če ste malo težji, tudi tiste hlače z debelejšim vložkom znajo biti super. Za nekoga, ki je pa veliko na kolesu, pa saj za enkrat veliko, mogoče govorim 10 000 kilometrov pa gor, ali pa že od 5000 kilometrov pa gor, pa zaenkrat jaz nisem dobil nekega dobrega feedbacka, lahko pa komentirate spodaj, če imate te hlače, ki imajo debelejši vložek, ne vem, od 13-14 mm, kako se počutite, pa bo tisti, ki so pogledali video, bojo dobili kakšno informacijo, tako da, evo, hvala za komentarje. Zdaj, če grem še malo nazaj, manj je več, mogoče tudi, kako so zrezane hlače, koliko je na hrbtu materijala, koliko je tudi tukaj spredi materijala. Trenutno te čist racing hlače oziroma boljše hlače imajo materijala čim manj. Včasih smo imeli že rečemo zadnji na naramancah, je bil material čez, zdaj so praktično samo naramance. Tudi hlače spredi, so zelo nizko rezane. Včasih smo hlače potegnili praktično čez popek, zdaj je to kar dosti pod trebuhom. Zdaj, zakaj to? Pri Asosu so rekli, da se diha po večini iz trebuha ven, in za boljši performance te ne sme pač čist nič vezati čez trebuh. Definitivno se pa počutiš mogoče tisti, ki nas je malo več skupaj, bi rajš videli, da grejo hlače čez trebuh, da ga malo skup stisne, tisti, ki ste pa bolj šlank, ja, vam je pa načeloma vseeno, ampak performance ne bi bil boljši z unimi hlačami, ki so odrezane pod popkom, pod trebuhom. Tako da jaz upam, da sem vam s tem videom malo svetoval, malo pomagal. Kar se tiče samega vprašalnika, ki ste ga na spletni strani izpolnili, jaz bi se vsem zahvalil, ki ste nam dali malo informacij. Žal tisti, ki ste glasovali, da kupujete hlače do 50 evrov, vam ne znam povedati, kere so dobre hlače do 50 evrov. Vem, da je kar nekaj proizvajalcev, ki jih dela, ampak sem imel nekaj strank v zadnjih parih letih, ki so kupovali te hlače, in pa ko grejo enkrat res na dobre hlače, ki so pripravljeni odšteti malo več evrov, mislim, da vsi vržejo te stare hlače stran in so hitro v roku enega leta pol na boljših hlačah, govorimo tam od 100 do 150 evrov. Tisti, ki ste glasovali, da iščete performance, boljše udobje in podobno,
pač tam žal za hlače, pa govorimo o polnih cenah, ne zdaj s popustom jih dobim za tok pa tok, ampak boljše hlače se hitro gibljajo tam okrog 150 evrov, zdaj 20 evrov gor dol, ne bom govoril, ampak ja, okrog 150 evrov polna cena, dobite že take hlače, ki če jih nadgradite z unimi za, ne vem, 250 evrov ali pa 300 evrov, bojo zelo majhne razlike, tako da jaz vsem svetujem, da se vzame za moje pojme osnovne Asos Miele GT hlače najprej, če ste s temi zadovoljni, potem se lahko nadgradi na kakšne boljše oziroma na te, ki pol so brez elastike itd., ki so zdaj okrog 200 evrov in pol vidite, a je sploh ta razlika očitna ali ni. Tako da evo, to je to za danes, do naslednjega tedna, hvala, ker ste spremljali, če rabite kakršenkoli nasvet, pridite na Ziherlovo 10 in gremo čez. Do naslednjič, let's ride!